Obiski v splošni bolnišnici Celje so še vedno omejeni. Celjski župan Bojan Šrot sprejel predstavnike lokalnih verskih skupnosti. V Žalcu nameravajo pokriti podeželsko tržnico. Košarkarice Atleta po zmagi proti Sarajevu korak bližje zaključnemu turnirju. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Iz splošne bolnišnice Celje so ponovno sporočili, da je zaradi povečanega števila prehladnih obolenj med prebivalci savinjske statistične regije še vedno omejen obisk pacientov, ki se zdravijo v splošni bolnišnici Celje. Glede na to, da na bolnišničnih oddelkih ugotavljajo, da številni posamezniki ne spoštujejo omejitve obiskov, vodstvo bolnišnice še enkrat poziva vse prebivalce regije, da se strogo držijo pravila, da je obisk pacientov omejen na eno zdravo osebo. Na ta način bodo zmanjšali možnosti okužbe pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici. V celjski regiji se je v zadnjem času respiratornim infektom pridružila še velika pojavnost gripe, zaradi česar večje število obiskovalcev prinaša še večje tveganje za okužbe. Celjski župan Bojan Šrot se je danes srečal s predstavniki verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Celje. Tradicionalno srečanje je namenjeno krepitvi odnosov med predstavniki različnih religij in lokalne skupnosti ter izmenjavi mnenj o aktualnih temah in težavah, s katerimi se srečujejo. Kot vsako leto so se tudi letos srečanja udeležili predstavniki vseh povabljenih verskih skupnosti, ki delujejo v Celju. V Celju je to tradicija, to je priložnost, da se predstavnikom različnih verskih skupnosti zahvalimo za njihovo delo na duhovnem področju, pri skrbi za ohranitev sakralne kulturne dediščine in pa tudi za njihovo dobrodelno dejavnost. Hkrati je to tudi priložnost, da predstavniki različnih cerkva povedo, kakšne so njihove težave, želje, predvsem seveda na tistem področju, kjer lahko lokalna skupnost karkoli naredi oziroma pomaga. Srečanje so tudi tokrat začeli s sproščenim pogovorom med predstavniki različnih verskih skupnosti. Njihovo sodelovanje je sicer dobro tudi med letom. Zdi se, da se mi, predstavniki različnih verskih skupnosti, kar dobro med seboj ujemamo oziroma sodelujemo. Lahko rečem, zlasti lansko leto je bilo polno takih pomembnih dogodkov, res prelomnih, zgodovinskih, recimo srečanje papež pa Kiril, to je vzhod-zahod, ali pa recimo Švedska Lund, to so bili pa Svetovna luteranska zveza, se pravi evangeličani in papež Frančišek, katoličani, tega še ni bilo 500 let. Letos smo pa tole osmino prvič obhajali ne več v polemiki, ampak v dialogu, v pogovoru, v sodelovanju, moram reči, tako da. No in tudi tole srečanje danes na naši občinski ravni je tako lepo znamenje vsako leto. Razumljivo, da kjer smo ljudje, tam so tudi problemi, tam so težave, ampak treba se je pogovarjati, treba je iskati tisto, kar povezuje in potem reševati tisto, kar je še nerešeno. Povem po resnici, da res pričakujem vsako leto to srečanje z drugimi verskimi skupnosti, smo zelo veseli na to, ne. Tako da, kar se tiče, recimo, smo tudi zelo zadovoljni, recimo, z mestno občino Celje, pa tudi, recimo, lahko rečem, recimo, čez leto skozi se srečujemo, recimo, tako, ko se srečujemo tukaj, pa z gospodom Lipovškom, parkrat se srečujemo tukaj v mestu, se pozdravljamo lepo, pa z drugimi tudi, ne, in lahko rečem, da res smo zelo, zelo zadovoljni, ne. Še posebej sem pa kot župan vesel, da so v Celju dobri medverski odnosi, če tako rečem, to je predvsem zasluga predstavnikov različnih cerkva in da nimamo praktično nobenih medverskih napetosti med predstavniki različnih oziroma med različno verujočimi. Župan Bojan Šrot se zaveda pomena, ki ga imajo verske skupnosti. Zlasti se je zahvalil za aktivnosti na dobrodelnem področju. Meni pa, da večjih odprtih vprašanj med njimi in občino ni. Mi smo v lanskem letu sprejeli podroben prostorski načrt za novogradnjo pravoslavne cerkve. Uredili smo posebno ogromno polje na našem mestnem pokopališču za pokop po islamskih pravilih.
Hkrati smo lansko leto prvič v proračunu zagotovili tudi sredstva za ohranitev oziroma obnovo kulturne sakralne dediščine v znesku 50 000 evrov. To imamo tudi v letošnjem proračunu, tako da stvari po moji oceni dokaj dobro potekajo. Po verskih skupnostih bodo tudi letos potekale številne aktivnosti. Verjetno največja čaka Srbsko pravoslavno cerkev, ki si že dalj časa želi zgraditi svojo cerkev in spremljajoče verske objekte na območju Stare Cinkarne. Še vedno potekajo načrtovanja. Z občino je dogovorjeno, prostorski akt je urejen in omogoča gradnjo sakralnega objekta na tem območju. Po zadnjih pogovorih z občino smo se usklajevali glede konkretnih površin, ki jih potrebujemo. Župan je ob koncu srečanja predstavnikom verskih skupnosti zaželel uspešno delo tudi v tem letu. Žalska občina v prihodnjih letih veliko stavi na razvoj turizma. Po velikem obisku fontane Zeleno zlato v lanskem letu želijo z novimi projekti Žalec še bolj utrditi na slovenskem in mednarodnem turističnem zemljevidu. Eden takšnih je zagotovo pokritje podeželske tržnice, ki je v neposredni bližini Žalske fontane. Žalska občina želi tržnico, ki so jo obnovili po uničujočem požaru pred 6 leti, še bolje izkoristiti, predvsem kot enega najpomembnejših prireditvenih prostorov v občini. Tako se je že pred časom pojavila ideja o nadkritju tržnice. Pred dobrima 2 letoma so na občini že izvedli arhitekturni natečaj, na katerem so izbrali najprimernejše možnosti. Zdaj, ko je fontana postavljena, pa je čas torej tudi za nadkritje. Ja, v tem letu pripravljamo projekte za prijavo, potrebujemo gradbeno dovoljenje izbranega izvajalca. Žalska tržnica je postala v zadnjih letih priljubljeno stičišče ponudnikov lokalne hrane in občinskih prireditev. Pred časom je občina na prenovljeni tržnici postavila sodobno opremljene kontejnerje, kjer danes deluje trgovinica Zeleno zlato. So pa že nekaj časa v Žalcu razmišljali tudi o nadkritju fontane, a do tega, kot pravi župan, ne bo prišlo. Nadkritje fontane ni predvideno, tudi najboljša smučišča niso pokrita in so poleti zaprta. Pred nekaj dnevi sem govoril z kolegi iz Bavarske, s hmeljarji, ki so dejali, da imajo čudovite birgarne, vrtove, pa zdaj po zimi ne obratujejo. Če bi hoteli, da fontana obratuje, potem bi mogla biti v celoti zaprta, tako da tisti, ki degustira po zimi, bi bil na toplem. Tega ne bomo storili. Nadkritje tržnice bodo izvedli v jesenskih mesecih, ko bo fontana zaprla svoje pipe. Ta pa bo izvedena nadkritje takoj po zaključku sezone, ker eno tako bogato sezono pa res ne želimo motiti za gradbenimi deli. Bomo pa zato pridobili sredstva LAS, kot sem pa prej rekel, zato pa rabiš gradbeno dovoljenje izbranega izvajalca, pa da se potem prijaviš in potem pristopiš k izvedbi. Košarkarice celjskega Atleta so v drugem krogu Superlige mednarodne jadranske Vaba lige v svoji dvorani 87-85 premagale prvakinje Bosne in Hercegovine, play-off iz Sarajeva in storile pomemben korak k uvrstitvi na zaključni turnir najboljše četverice. Celjanke imajo pred Sarajevčankami in Kranjčankami zdaj 3 zmage prednosti. V domači zasedbi tokrat ni bilo kar 4 igralk, ki so manjkale zaradi bolezni ali poškodb. Ekipa iz Sarajeva je tekmo začela bolje in v prvi četrtini narekovala ritem. Celjankam nikakor ni stekel met, veliko je bilo izgubljenih žog, na drugi strani pa so se gostje oddaljevale in to kljub minutama odmora domačega stratega. V obrambi mi nismo se držali dogovorov, ki smo se zmenili v garderobi. Ker nismo obrambo odigrali, tudi polonapad ni stekel, čeprav smo bile same. Na polovici druge četrtine je bilo na semaforju zaskrbljujočih 16-34. Domačinkam igra ni stekla niti v naslednjih minutah, a se vsaj razlika ni bistveno povečevala.
Ob polčasu so gostje vodile za 14 točk. Mogoče najslabši začetek in pa najslabša reakcija v Jadranski ligi, kjer smo začeli niti agresivno, niti močno, niti hitro, tako kot smo se dogovorili. Ne vem, kaj se je pletlo mojim igralkam na začetku tekme, glede na to, da smo vedeli, da je ekipa play-offa zelo dobra, hitra, predvsem pa močna v igri 5-5 in dopuščali smo jim preveč odprtih metov, kar so oni to koristili. Po glavnem odmoru so na veselje domačega občinstva domača dekleta pokazala povsem drugačen obraz. V dobrih 4 minutah so atletinje uspele priti do izenačenja. Gostujoči trener se je ob tem zelo razhudil, sodniki pa so ga izključili. Ekipa play-offa je izjemno odreagirala v tej tekmi, odprla kopico nekih težkih metov in se s tem tudi vrnila v samo tekmo. Mi s parimi bedarijami smo jim to tudi dovolili. Nekaj časa sta bili potem ekipi izenačeni, v zaključku tretje četrtine pa so Celjanke z manjšo serijo pobegnile na 68-61. Po 34 minutah je atlet povedel za 9 točk, a Celjanke vseeno niso uspele predčasno odločiti tekme. Nekaj tudi na rovaš ukleščene rotacije, ki je vključovala le pol ducata igralk. Vztrajne gostje iz Bosne so v 2 minutah prišle le na 2 točki zaostanka in srečanje je postalo povsem negotovo. 2 minuti do konca je kapetanka Larisa Ocvirk zadela trojko za 85-80, a so gostje kmalu vrnile z enako mero. Ana Marija Prezelj, ki je skupaj dosegla 24 točk, je zadela oba prosta meta, gostje pa so pol minute pred koncem znižale na 87-85. Celjankam v naslednjem napadu ni uspelo zadeti, gostje pa so se odločile, da ne bodo šle na podaljšek, a so na srečo slovenske ekipe zgrešile met za 3 točke. Za atlet je prva strelka srečanja Shanti Evans vpisala 27 točk in 15 skokov. Naslednji teden celjsko zasedbo čaka gostovanje v glavnem mestu Srbije. Upam, da se sestavimo, praktično sem imel 6 igralk v rotaciji, vse druge visoke igralke so zbolele ali so poškodovane, tako da upam, da se sestavimo do srede in poskušamo vzeti skalp Partizan. Košarkarji Rogaške Slatine so v 16. krogu košarkarskega državnega prvenstva sinoči v Novem mestu s 83-76 izgubili proti Krki. Pivovarski derbi v Laškem pa so po podaljšku z 90-86 dobili košarkarji Uniona Olimpije. Lahko smo zadovoljni samo s prvim polčasom, ampak vemo, da se košarka igra 2 polčasa, na to so nocoj moji fanti pozabili. V drugem polčasu povsem druga ekipa na igrišču, drugi fantje. Mogoče so mislili, da se bo igralci Olimpije predali, vendar temu ni bilo tako. Mi smo začeli hoditi po igrišču, namesto igrati košarko, delati neumne napake. To so pač Ljubljančani izkoristili, hitro se približali, celo povedli. Na koncu smo tudi z malo sreče nekako izsilili podaljšek, vendar podaljšku sami ste videli, nam je zmanjkalo moči, so bili gosti skoncentrirani, zadevali proste mete, mi pa zopet nespametno odigrali ta podaljšek. Jutri bo na primorskem in ugorskem svetu pretežno jasno. Burja na primorskem bo zjutraj ponehala. V notranjosti države bo zjutraj in dopoldne še oblačno ali megleno, popoldne pa se bo postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, v Alpskih dolinah do -13, ob morju malo pod ničlo. Najvišje dnevne od -2 do 3, na primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo precej jasno, le na jugozahodu se bo oblačnost občasno povečala. Predvsem zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Po nižinah bo še razmeroma mrzlo, v višinah pa bo mraz zaradi šibkega jugozahodnega vetra popuščal. Z vremensko napovedjo pa smo sklenili tudi današnje druženje v oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Lepa hvala za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.